Pozdravljeni! Danes teta Barbka za vas pripravljam veganske polpete iz rdeče pese. Zdi se mi, da je rdeča pesa nekoliko zapostavljena v naši prehrani in da lahko naredimo marsikaj, je praktično bolj uporabna kot samo za vloženo v kiso ali kot sok. Zato sem izbrala ravno ta recept, ker je res preprost, hitro pripravljen in univerzalen in uporabimo kar surovo rdečo peso, katera je zdaj res že v top sezoni. Zrasla je letos v lepe gomoljnice, plodove, ki nas bodo sicer bogatili celo zimo, dolgo v drugo pomlad, in ohranite je čim več sveže, kajti le taka sveža nam daje res tiste najbolj dobre lastnosti. Vsekakor pa je seveda treba tudi vložiti nekaj kozarcev in tudi vložena rdeča pesa v kiso, kot na solato, v redni ponudbi, kot prodaja domačih artiklov kmetije Kovačnik. No, in da ne bomo toliko govorili, se lotimo nekaj dela. Za te polpete potrebujemo nekje pol kilograma surovo naribane rdeče pese, nekoliko bolj na drobno. Takle, malo še pa bo. Zdaj solimo tole rdečo peso naribano surovo, da je tako približno, no. Po ogenj musi kako žličko, nič kaj pretiravati. Takle, ker smo rekli, da so to veganski polpeti, ne rabimo ne masla, ne jajc, ne smetane, praktično nič drugega, kot jaz dodam še različna semena, ful fajn se poda lan, pa sezam. Nisem ga imela kaj dosti doma danes, ampak glih dovolj ga bo. Pa sončnična semena, ker to, ko se boste videli, ko se bo speklo, tako ven izstopi in naredi taki kontrast, ful lepo pride. No, zdaj pa, da vse skupaj malo še povežemo, dodam kakšno žličko ali dve moke. Jaz imam zdaj tu mešanico brezglutenskih mok, da pač rešimo kar dve muhi na en mah, ker na kmetijo Kovačnik seveda prihajajo tudi vegani in hkrati rešim tudi problem brezglutenske diete, da se izognem klasični navadni moki, ker je pač problem, včasih se gost izrazi željo, da bi imel kakšno takšno jed komaj pri mizi in poti nazaj ni več, ne. Tako da pač je že v štartu dobro misliti na take posledice, ki se pač lahko ti zgodijo. K pesi se pa res lepo poda timijan. Res krasno uspeva letos na našem vrtu, ker bujno raste, se pozna, da je tudi precej dežja letos, zato vse rastline res krasno uspevajo, tudi rdeča pesa, ne. Vse je res idealne pogoje ima za rast. Takole. Zdaj pa skoraj da moram uporabiti moje roke, da bom oblikovala takšne kroglice in jih spekla na ponvi. Takle, fajn so se povezali tile sokovi rdeče pese. Zdaj bomo pa kar oblikovali z rokami takšne polpetke. Ne preveč velike, pa ne premajhne. Fajn je, da jih malo sploščimo, ker se v bistvu to ne rabi peči hudo dolgo. Takole. No,
Recimo, zelo dobro pride tudi namaz iz rdeče pese, ampak to kdaj drugič. Moramo si pustiti še nekaj materijala, ne rabimo vse razkriti naenkrat. Takle. Tako lepo poveže, se praktično nimamo, nobene jajčke, nič skute, nič, ampak se poveže dovolj z pomočjo malo mokice. Pa že ta sočnost pese pripomore. Tudi semena so zelo dobrodošla v naši prehrani, sploh ženske bi bojda morale zaužiti vsaj žličko sezama na dan. Takle. Si še pripravimo malo olja. Takle, in zdaj bomo na vsaki strani popekli te polpete. To se krasno poda k tisti hrustljavi zelenjavi. Če se spomnite, pred nekaj tedni smo jo pripravljali in tudi te liste rdeče pese nikar ne zavrzite, ampak jih pojejte v solati, ker so res rastlina rdeče pese je v celoti uporabna in je ful škoda, če bi karkoli zavrgli, Takole. Naši polpeti so pripravljeni. Lahko jih kar serviramo na krožniku. Še rajši vzela eno kuhljo, ker malo je pa le vroče. Takole. Danes smo torej pripravljali polpete iz sveže rdeče pese. Če vam je bila ta oddaja všeč, vas vabim, da jo všečkate tukaj, se prijavite na moj YouTube kanal ali delite in komentirate to oddajo na Facebooku. Se vidimo prihodnjič.